Beseda, jezik je en temelj ene identitete in to je pač temelj neke skupnosti. V bistvu dobiš en tak lep, en tako zgodbo pravzaprav, ne? Kot en vpogled v lastno življenje skozi to perspektivo sebe kot bralca. Ko se gibljemo skozi mesto, nam mesto piše tisočere zgodbe, ki jih skozi svojo abecedo in svoje besedila znamo prebrati. V bistvu meni ena stvar, ki mi je všeč pri branju, je tako, da je zelo sproščeno. V bistvu knjigo, če imam s sabo, jo vzamem, kadar imam čas, recimo, da pustim telefon na miru, pa rajš berem. Tako da bi rekel, v takih spontanih trenutkih to mi je v bistvu zelo veliko pomenilo. Branje zdaj danes predvsem pomeni bolj oddih, pa tudi zelo neko močno podlago pri delu. Se zelo rada berem, ker se mi širi obzorje na nekih področjih, s katerimi nismo zasuti vsak dan, ker smo bolj zasuti z nekimi vizualnimi podobami. Literatura oziroma ljubezen do nečesa ne more biti nekaj, kar je restriktivno, ampak nekaj, kar lahko navdihuje, ne? Še vedno najraje berem tiskane knjige in jaz mislim, da tiskana knjiga ne bo umrla. Predvsem zaradi tega občutka, ko vzameš knjigo v roke, to je nek pač poseben občutek, sploh če dobiš v roke novo knjigo. Jaz se vedno z veseljem najprej odprem tistega plastičnega ovitka, potem povonjam ta vonj po svežem tisku. V družbi, ki promovira nenehno konzumacijo novih produktov, trenutne zadovoljitve, bombardiranje z novimi in novimi informacijami, se zdi branje kot okostenela dejavnost iz davnih časov. Čeprav branje knjig dojemamo kot samotno in samotarsko dejavnost, pri kateri se v tišini in v miru potapljamo v izmišljene svetove, pa z branjem dejansko lahko spreminjamo tudi resnični svet okrog nas, še posebej, če ga naredimo vidnega. Branje je zelo kompleksno, da imamo različne vzorce, da je to nekaj zelo idiosinkratičnega in specifičnega, da to ni tako, pač beremo potihem na kavču, pač nekaj, kar je tako zelo enolično, ampak da so stvari zelo pač senzibilne, no, raznotere. Branje je nekaj tazga, kar podzavestno ves čas počnemo. Zdaj nekdo bolj, nekdo manj, ne? Ali so to neki napisi, ki jih vidimo na fasadah, neki napisi na plakatih. Tako tukaj, jaz mislim, da tukaj je eno področje, kjer bi se lahko še veliko izboljšalo. Torej, preden se učimo z branjem, moramo najprej branje dobro zautomatizirati. Kajti, dokler otrok nima avtomatizirane bralne tehnike, mu vso miselno energijo za poglobljeno razumevanje, sklepanje, kritično vrednotenje, vpoglede v to branje seveda zavzame težavo oziroma bom rekla, kar en napor pri dekodiranju. Meni je hudo, da pravzaprav starši vse manj berejo svojim otrokom v najzgodnejšem obdobju. In zato se mi zdi morda, da je lahko radijska igra ali pa recimo uspavanka za lahko noč, kot je recimo oddaja Lahko noč otroci, morda neko zatočišče za te otroke, da ne bi ostali brez te izkušnje. Morda se nekateri otroci tu tudi prvič srečajo z literaturo, ne, kot tako. Če branje postavimo še v javni prostor, s tem ne ustvarjamo le nova in edinstvena varna okolja, ki navdihujejo skupnosti in ustvarjajo prijeten občutek bivanja za vse generacije, temveč tudi izboljšujemo in bogatimo celotno družbo, dvigamo kakovost življenja skupnosti in spodbujamo posameznike, da se ustvarjalno povežejo z drugimi. Branje za užitek je lahko pravzaprav več čas. Branje za užitek je lahko od predšolske dobe, čeprav še ne berejo. In ravno to si želimo, vzporedno vzgajati interes za branje in zavedanje, da je pravzaprav branje vrednota, da pridemo do bralne kulture, torej do bralne motivacije, hkrati z zavedanjem, da je branje vrednota. Če ima nekdo kakšen glasbeni interes, spet na to temo. Skratka, če veš, da nekdo zelo malo bere, je tudi preveč, če mu rečeš, da mora zdaj vsak dan pol ure, 5 minut bo za začetek popolnoma zadosti in potem malce stopnjuješ.
Tako razmišljanje je navedlo Andragoški center Slovenije, da je oktobra 2022 izvedel idejni natečaj za izbor inovativnih arhitekturnih in oblikovalskih rešitev za umestitev branja v javni prostor, katerega del je tudi pričujoči film. Bi rekli, da se moramo najprej vprašati o vsebini, kaj želimo podati, kakšne so tiste zgodbe, ki bi ljudje zanimale. Drugo je, kakšen je ta prostor, v katerem se bodo dobro počutili. In tretje je, kako jim narediti potrebo po branju. Da prostori, kjer se čaka, kjer ljudje sedijo, da se tudi ta vizualni prostor kurira, da se premisli, kje se pojavljajo kakšne tekstualne vsebine in da se te tekstualne vsebine potem tudi premisli, kaj so, kaj sporočajo in zakaj so tam takšne vsebine. To je, mislim, en dober potencial, kjer se lahko spodbudi potem nekoga v neko zgodbo ali v nek razmislek. In tukaj smo arhitekti pogosto, jaz temu rečem, režiserji ali pa neke vrste scenografi, ki znamo poustvariti skoraj gledališko sceno in znamo spodbuditi ljudi, da so žalostni v prostoru, veseli, da se družijo, pa najnazadnje znamo narediti tudi mogoče prostor, ali pa znajo arhitekti narediti prostor, v katerem bi se ljudje zaželeli branja. Vsi naši prostori, v katerih živimo, so v bistvu en velik bazen naše eksistence in na ta bazen vplivajo v bistvu dejavniki, ki so spodbujajoči in ki te pač hranijo oziroma pomirjajo, in te neke intervence, ki ti preko v bistvu zgodbe ali pa knjige ali pa besedila, ki te začnejo povezovati s svojim notranjim svetom, ki te pomirijo, so v bistvu kot neki urbani zdravniki. In ja, zagotovo je podajanje teh vsebin, naj si bilo skozi knjigo, naj si bilo skozi nastope, pogovarjanja, naj si bo mogoče tudi skozi zapisano besedo na kakšni steni, lahko je tudi to digitalni medij, kdaj v kakšni čakalnici, ni zmeraj potreba, da je to javni prostor. Mogoče branje spremenilo svojo obliko. Še vedno veliko ljudi veliko bere, s tem, da mogoče berejo z digitalnih zaslonov, kjer je in po naših opažanjih in po raziskavah, ki so bile narejene, zelo velika razlika v načinu branja. Branje z digitalnega zaslona je veliko hitrejše, bolj površno, krajši teksti so, in tudi recimo dojemanje teksta je zelo drugačno. Tisto, kar beremo iz interneta, iz zaslona, ima manjšo težo kot tisto, kar beremo s papirja. Je treba se stopati mogoče iz nekega razumevanja, kakšno mora biti branje, pa kaj je dobra literatura, ampak to zelo tako odpreta. Brano čtivo je lahko res marsikaj. Od stripov do kuharskih knjig, horoskopov, blogov, ne vem česa. In se mi zdi, da je fino nekako, če je bralec pač, tudi z nekimi objektivnimi merili rečeno šibek bralec ali nezainteresiran bralec, da ga v bistvu ti nekako zapelješ v branje tako, da preprosto tlakuješ pot. Se pravi, najdeš nekaj, kar ga zanima in tja nalepiš neko čtivo. Pa je lahko tudi samo neka slikanica, lahko je nekaj čisto skromnega, ampak v bistvu, da se mu pridružiš tam, ker je on ker je on močan, ker ima on interes in potem nekako, tako kot pot s kamenčki posuješ, da mu daš izhodišče, ki je potem lahko vodi tudi v neko zelo kompleksno branje, v nekega močnega bralca, ampak v bistvu, da nekako te poti zmehčaš. Meni se zdi pomembno govoriti tudi o nekem kontemplativnem stanju pri snemanju literature in pri poslušanju literature. Se mi zdi, da se ta vzpostavi nek ta človeški glas in tudi vsaka izgovorjena beseda zavedno ostane v prostoru, zato je ta teža te besede, ki je izgovorjena, je drugače, tudi kako jaz doživljam, ko mi nekdo neko besedo izgovori ali pa ko jo jaz preberem sam. Je ta izkušnja malo drugačna, ni ista. Mislim pa, da smo v tem 21. stoletju, ki je izrazito vizualno, zelo konkretno, se mi zdi, da so se ga ljudje na nek način že zasitili in da se postopoma začnejo obračati pravzaprav k sluhu, ki je manj obremenjujoč, ki je bolj osredotočen, da se lahko ljudje pravzaprav zatečejo v svoje notranje svetove, da se jih mogoče tudi manj bojijo, kot so se jih morda včasih. Je pa seveda tudi to veščina. Osredotočeno poslušanje je enako kot je branje, je veščina. Mislim, da skupnost lahko tudi z branjem, ki širi obzorja, če tako rečem, in seveda pa tudi razširi teme za pogovarjanje
In seveda, kaj pa delamo v družbi, kad se pogovarjamo, kar je, se mi zdi, ena izmed zelo dobrih kvalitet. No. Zelo pomaga, če so knjige vidne, če so prisotne, skratka fizično, materialno, a ne? Ker v resnici to je dobro izhodišče za to, da pač ali nekoga zapeljajo ali pa da sprožijo nek pogovor in v bistvu bi lahko knjige mi marsikam plasirali, sploh v neke javne institucije, ker nenazadnje ni teme, ki je ne bi knjige obdelale. In v bistvu zelo preprosto, kjerkoli pač že je mogoče postaviti tam nek kupček, kotiček knjig, ki pač tam so, ki s tem v bistvu, da so pravzaprav jih je mogoče registrirati in v tem svetu danes digitalnem, ko v bistvu knjiga zlahka ponikne v neko napravo, telefon, tablico, se mi zdi to še bolj važno, ker tako lahko naključno nagovarja kogarkoli že, ne? Ali pa lahko z platnico vizualno nekoga pritegne, ne? To so zelo močne dimenzije, ki jih tudi marsikdo spregleda. Knjiga je lahko estetski objekt, lahko nekoga očara, tudi če ne bo prebral, ampak sproži vseeno, ne? Nek stik in je neko izhodišče za kaj. Potem seveda kako izkoristimo potem tisto obdobje po branju. Že pred leti se je izkazalo, da recimo za najstniške fante zelo pomembno, na najstniške fante vpliva pomembno na motivacijo za branje to, da so jim dajali recimo po branju nalogo, naj naredijo kakšen trailer za knjigo, naj naredijo kakšen kratek filmček o knjigi. To, da ne smemo se zapirati pred tehnologijo, pred sodobnim časom, ampak izkoristimo. Bereš na papirju, narediš filmček na svojem nosilcu, nekem digitalnem, kakorkoli že. Potem tudi druge naloge. Seveda nimam nič proti, da se ne bo narobe slišalo, da otroci svoje mnenje o knjigi tudi pišejo, ampak problem postane, če so naloge po branju vedno enake. Natečajna žirija je prepoznala potencial na natečaj prispelih rešitev predvsem v tem, da javni prostor udomačijo. Iz njega napravijo dnevno sobo, ki ni več le mesto mimobežnih in naključnih srečevanj, temveč točka snidenja z namenom skupnega branja, izmenjevanja knjižničnega gradiva, osebnih pričevanj, izmenjevanja mnenj, informacij, glasnega branja in ustvarjalnih navdihov. Branje tako ni več le samotarska dejavnost za ozek krog bralcev, temveč z njo na javnem prostoru dobimo novo vsebino, ki zapeljuje v branje kar najširše množice posameznikov. V bistvu midva sva hotela branje in hkrati ponuditi čim širši javnosti, ga ohranjati dostopnega, oziroma mu nameniti nek prostor znova v javnem prostoru. Izhajala sva pa v bistvu iz antične Grčije, ker je najin koncept temeljil na antični stoji, ker Grki so imeli že javni prostor zelo močno zasnovan. In v bistvu stoja kot tega arkadnega hodnika je bilo, da na polni steni so zapisovali kot neko kroniko, ki jo lahko vsak mimoidoč tudi prebral. Tako da branje je bilo zelo aktivno tudi v javnem prostoru. In midva sta si želela tudi, da bi najin paviljon, ki je pa sestavljen iz gradbenih odrov, ki so taka začasna struktura in jo lahko postaviš kamorkoli in jo odstraniš tudi, kar je zelo pomembno. Branje nisva dojemala le kot akt odpiranja knjige in listanja strani, ampak tudi kot v bistvu nek socialni pojav združevanja ljudi, izmenjavanja mnenj in tako da ni samo kako ljudi nekako prisiliti, da odprejo knjigo, ampak da bolj pridejo do knjige in do branja preko nekih interakcij z drugimi. Stvar, ki mi veliko pomeni, so nekako, če rečemo na narekovajih, eventi oziroma dogodki, kaj se mi zdi tudi, da vidim prek dogodkov, da bi se to realiziralo. Seveda obstaja aplikacija, ampak se mi zdi še bolj ključen bil pa potem ta dogodek v tej javni dnevni sobi, kjer bi se prišli ljudje družiti, mogoče s knjigami, mogoče brez, mogoče diskutirali, ker knjige imaš doma, ker je nimaš, kaj bi si zamenil, kdo je v kakšne tematike zaniman in prek tega bi se v bistvu vzpostavila ta mreža. Prednost zvočnice je prav gotovo v tem, da jo lahko poslušamo oziroma beremo, slušno beremo kadarkoli in kjerkoli, ker nam pač to omogočajo. To je seveda dober odgovor na dinamično življenje, ki ga živimo. Morda nekateri ljudje imajo kakšno posebno okoliščino, da težje berejo.
pa lažje poslušajo, nekateri lažje tudi poslušajo in meni to bližje. To je bil tudi en od teh namenov naše uživitve tega prostora ob Plečnikovi trafiki, da se pogovarjamo ob vsakem izidu o sami številki, ki jo izdamo reviji Outsider in drugih publikacijah, ki jih tiskamo, in tudi drugih vsebinah, ki spodbujajo potem obiskovalce dogodka k temu, da pač te vsebine potem preberejo, raziskujejo naprej sami. Odprte knjižnice, po mojem mnenju, imajo v bistvu nek omejeni domet. Jaz osebno še največji potencial vidim v tej sodobni drogi današnjega časa, to so te mobiteli, na katere smo skozi priklopljeni, in če bi v bistvu v teh mobitelih, namesto da nam prikazujejo in da nas skozi spravljajo v nek stres, ki ni prisoten v tem trenutku našega opazovanja, ko to gledamo, ki bi mogoče lahko začeli te mobitele gledati kot neke osebne zdravnike, ki bi nam podali sporočila, ki bi bila blagodejnejša in za nas osebno in za naravo. Zanimiv je ta projekt, sedež na avtobusu namenjen bralcem. Zdaj bi se mi še celo bolj kontroverzen, če bi bil sedež za nebralce, kar bi impliciralo na to, da so vsi drugi bralci in da je potem pač en sedež namenjen temu, da nekdo ne bere mogoče v tem javnem prostoru. Knjižnica pod krošnjami, prav gotovo ste že srečali v parku, kakšno stojalo s knjigami. Potem so knjižni sejmi na zraku, kjer se predstavljajo avtorji, knjige se prodajajo in tudi promovirajo. Potem Noč knjige je zelo znan projekt, ki ga sofinanciramo in se dogaja celo noč v povezavi tudi z Nočjo knjigarn, pa tudi v okviru UNESCO. V zadnjem času se je pojavil Pesmomat, Društva pisateljev in pa Pena so skupaj z Fakulteto za računalništvo pripravili mašino, ki lahko poezijo natisne. V njej so slovenske pesmi. Še prej pa je Matijas Geric, ki je tudi eden od 2 kuratorjev, saj vemo, da bo letos Slovenija častna gostja v Frankfurtu, sestavil pravzaprav pesmomat oziroma poezija avtomat, kjer so pa tudi pesmi v slovenščini, angleščini, pa tudi pesmi avstrijskih avtorjev. Arhitekt Plečnik je zasnoval Čevljarski most, kateri je narejen kot trg, na katerem ne bi se ljudje družili. Pa vendar je vedel, da ljudje na trgu se ne družijo, če nimajo skupnega interesa. In se je spraševal, ki v Ljubljani bi nekaj ljudi povezalo, in reka je nekaj, kar ljudi fascinira, in ko stopiš na most, skupaj ljudje občudujejo reko in se zato začnejo pogovarjati. Podobno je tukaj za vsebino knjige, ko bi ljudje skupaj neko zgodbo prebrali ali vsak zase isto zgodbo, bi se čutili skozi to zgodbo povezano in na tak način bi lahko tudi povezovali skupnosti. In v preteklosti oziroma smo začeli mi akcijo Knjigajmo, migajmo, kjer so znane osebnosti te stvari predstavljale, torej povezovale s knjigo. Zdaj pa je zelo znana akcija Športajmo in berimo, ki pa poteka tudi po celi Sloveniji in jo organizira Mariborska knjižnica v sodelovanju vseh ministrstev, pa tudi Javne agencije za knjigo, ki to podpira. Bolj pomembna se mi zdi v bistvu spletna stran za družinsko pismenost, družina.pismen.si, kjer smo pa zbrali različne prakse, nasvete in priporočila, kako vpeljevati več branja v družino. Ne samo branja, ampak nasploh pismenost, ker se družinska pismenost tretira malo širše, to se pravi, ni samo spodbujanje branja, ampak je spodbujanje tudi matematične, naravoslovne pismenosti in tudi drugih, digitalne, medijske pismenosti. Tako da so v bistvu tam na tej spletni strani na enem mestu zbrana priporočila, kako naj starši uvajajo več pismenosti v svoj vsakdan. Sama pa vodim bralno skupino v okviru Mestne knjižnice Kranj, ki je
pred leti pripravila tudi izobraževanje za vodje bralnih skupin in je trenutno deluje tudi kot center sicer za družinsko pismenost, ampak recimo v Kranju deluje več kot 25 bralnih skupin, samo v okviru Kranjske knjižnice in njenih izpostav. Vanjo se vključujejo pretežno starejši, upokojenci, tudi skupine delujejo ne samo v okviru knjižnice, ampak tudi v domovih za ostarele, v različnih kulturnih centrih, kjer se pač zbira več ljudi in kjer pokažejo tudi neko zanimanje za branje. Vsi lahko naredimo svoje, ne? Starši, vrtec, pa tudi okolica, ne, z različnimi, torej kar se zdaj pripravlja, akcijski načrti za bralno pismenost, od tega imamo vsi verjetno neka pričakovanja. Vsi lahko prispevamo k temu, možgani so plastični, spremenljivi, morda se bo čez čas pokazalo, da lahko tudi na elektronskih nosilcih dokaj podobno, poglobljeno berejo. Ne vemo, ampak branje moramo spodbujati, ta akt branja, to pa je dejstvo.